Prisrčno pozdrav voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v oddaji Vroča tema v podcastu na spletnem portalu domovina.je. Minulo nedeljo smo v Sloveniji izvedli volitve v Evropski parlament, na katerih je zmagala Slovenska demokratska stranka, ki je dobila 4 poslance, 2 največja vladajoča stranka, Gibanje Svoboda, po enega pa tudi Socialni demokrati, novo nastala Zelena stranka Vesna in tudi Nova Slovenija. No, ob tem smo v Sloveniji izvedli 4 posvetovalne referendume, ki pa so dobili načelno podporo ljudi. O tem, kakšna so trenutno razmerja na notranje političnem parketu po polčasu, da tako rečem, do naslednjih parlamentarnih volitev in tudi v kakšno Evropo vstopamo v prihodnje zaradi spremenjenega razmerja moči. Vemo, da je v nekaterih največjih evropskih državah na oblast prišla desnica. O tem in še več se bomo danes pogovarjali z našima gostoma. Z menoj sta strokovnjak za politično komuniciranje Sebastian Jeretič. Dober dan. Lepo pozdravljeni. In seveda dolgoletni politik, tudi evropski poslanec Jelko Kacin. Dobrodošli v naši oddaji. Dober dan. Gospod Jeretič, če se najprej dotaknemo vprašanja izida nedeljskega glasovanja. Zdaj, zdi se, da je na evropskih volitvah desnica v Sloveniji osvojila večino, 5 od 4 mandatov, če pogledamo samo vladajočo koalicijo, 3 mandati za njo. Vesna je pač neke vrste svoja zgodba. Na posvetovalnih referendumih pa je zgodba drugačna. Zdi se, da to, kar je želela vlada, je dosegla. Ljudje so se odzvali na volitve v večjem številu in tudi referendumi so dobili podporo. Ampak neke korelacije pa ni tukaj, vsaj logično se ne zdi na prvi pogled. No, po eni strani je seveda SDS doživel veliko zmago, še posebej zato, ker je ta zmaga bila ob zelo visoki udeležbi. Torej, ponavadi je seveda desnica zmagovala ob zelo nizki udeležbi, tokrat je SDS uspel izjemen rezultat ob zelo visoki udeležbi za evropske volitve v slovenskih razmerah. Istočasno pa je predvsem predsedniku vlade uspelo z strateškimi potezami, z polarizacijo, z radikalizacijo svojega diskurza kljub vsemu pripeljati dovolj volivcev, ki so omogočili neko preživetje svobode. Torej, ta 2 poslanca, dajmo reči, če ne bi metal ljudi čez rame na tak aroganten način, pa ne bi s tem povzročil nove liste, je bil zelo blizu celo 3. mandata in to bi bil potem seveda precej drugačen vtis, kar se tiče končnega rezultata. Skratka, mislim, da se bo ta polarizacija nadaljevala. Odgovor na to vaše vprašanje, kar se tiče pa referendumov, je pa verjetno tudi v tistih več kot 30.000 neveljavnih glasovnicah. Jaz mislim, da se tam notri skriva velik del potencialnih volivcev piratov, če bi te uspeli recimo kandidirati, ki so se verjetno udeležili referendumov predvsem za legalizacijo konoplje in niso pa imeli svoje konkretne politične izbire. Bistven poudarek pa se mi zdi naslednji. Ne glede na to, da je desni blok močno zmagal na teh volitvah, kar se tiče rezultata po številu poslancev, mislim, da niti slučajno ne sme zaspati. Torej, mislim, da čaka desnico še precej dela do naslednjih parlamentarnih volitev, predvsem zato, ker se je tudi levi blok seveda zaveda, da je bil glavni problem na teh volitvah zanje predvsem razbitje, torej ta fragmentacija na številne liste, zaradi katerih levi blok ni prevladal v številu poslancev. Skratka, desnica ima velik potencial, lahko je zelo zadovoljna z rezultati na teh volitvah, jo pa čaka še veliko dela do parlamentarnih volitev. Gospod Kacin, ste vi pričakovali takšen rezultat? Zdaj nekatere javnomnenjske raziskave so v zadnjih dneh kazale 3 mandate Svobodi, kar je omenil gospod Jeretič, da so dejansko bili zelo blizu 3 mandate SDS-u. Visoka volilna udeležba, ampak v kolikšni meri so ti referendumi po vaše vendarle zasenčili te evropske volitve? Referendumi so balast, ki povzročajo zmedo in škodo. Če tega ne bi bilo, bi bil rezultat veliko bolj jasen in veliko bolj transparenten. Uspelo je, recimo, da koaliciji preusmeriti pozornost v te
referendume in zaradi tega je bilo kritičnosti do vlade bistveno manj, kot bi jo bilo sicer. Jaz mislim, da je ta izid nerealen, da je seveda, se strinjam s Sebastianom, da ima desni pol bistveno večje možnosti in perspektive, če se bo tega zavedal in če bo igral na prave strune v prihodnje, in to se bo zgodilo relativno kmalu, kajti nedelovanje nekaterih ključnih funkcij države, zlasti uničevanje javnega zdravstva, ki ga tako uspešno povzroča predsednik vlade sam osebno, bo v relativno kratkem času vendarle radikaliziralo naše volilno telo, ki bo do delovanja vlade veliko bolj kritično, kot je. Na drugi strani je pa seveda tudi res, da so se na vladini strani nadejali več poslancev, poslank, zlasti pri Gibanju Svoboda, ampak kljub vsej tej propagandi depolitiziranih medijev jim to ni uspelo. Tako da jaz mislim, da je realna slika porazdelitve našega političnega prostora drugačna, kot jo je pokazala razmerje sil po teh evropskih volitvah. Kakšna pa je? Pravite, da je drugačna? Jaz mislim, da je desnica močnejša, kot pa se je pokazalo po teh rezultatih. Vendar Slovenska ljudska stranka, ki jaz ne štejem v neko posebno desnico, jo štejem v zelo perspektiven in za slovenski politični prostor zelo dragocen sredinski prispevek, s tem potencialom eno upanje, da se bodo stvari vendarle premaknile toliko v normalno smer, da bomo pravzaprav vedeli, pri čem smo. Torej to, kar se je zdaj zgodilo z Vesno, pa z nosilcem te liste, to je pač salto mortale. Pred pol leta je bil ta evropski poslanec, profesor, obramboslovec, analitik strateških razmerij po napadu Kremlja na Ukrajino. Danes je največji zeleni mirovnik in povedal je vse, kar je pomembno povedati javnosti, da so ga z tako velikim številom podpore ponesli v Evropski parlament. Torej, tukaj je del volivcev Golobovega Gibanja Svoboda. Torej, Pirati smo že slišali, da so obstali nizko. Mislim pa, da bi tudi gospod Grošelj za svojo listo lahko dosegel več, če bi se zganil in krenil po tej smeri teden ali dva predtem. Nekaj zelo zanimivih tez smo slišali, gospod Jeretič, strani vajinih kolegov, političnih analitikov, da na teh evropskih volitvah je pač vedno drugače to, da na listi SDS-a ni imena Janeza Janše in da to nekako SDS-u na evropskih volitvah da večji potencial kot na parlamentarnih. Da je Janez Janša razlog, da se ti rezultati ponavadi ne odražajo na parlamentarnih volitvah, vsaj kar se tiče neke možnosti, da bi desni pol osvojil večino. Na drugi strani pa smo zdaj slišali, da je Gibanje Svoboda najbolj odbojna levosredinska stranka vseh časov v Sloveniji. Torej, da so ljudje na te volitve šli eni proti Janši, drugi pa proti Golobu. Kako pa ste vi videli obnašanje tipičnega slovenskega volivca na teh volitvah? No, v vsakem primeru sta bila oba omenjena akterja, in Janša in Golob, seveda v središču pozornosti tudi te kampanje, ne glede na to, da nista kandidirala. Jaz mislim, da to, kar lahko opažamo v mandatu Roberta Goloba, je, jaz bi rekel, uvoz balkanskega političnega marketinga in sicer predvsem v agresivnosti, aroganci, napadalnosti, ki jo kaže predsednik vlade Robert Golob in ki jo je v končni fazi kazala tudi nosilka liste Irena Joveva. To je neka strategija, kjer se zelo, dajmo reči, polarizira politični prostor, riše se črno-belo sliko, čisti mi in umazani tisti drugi, kjer se na vsako vprašanje
o recimo napakah, težavah vlade najprej odgovori z protinapadom, z slabim poročanjem medijev in podobno, ampak v vsakem primeru je Robertu Golobu uspelo do neke mere, torej vzpostaviti to polarizacijo, pa niti to ni pomagalo, ravno zaradi težav, ki jih je tudi Jelko omenil. Od zdravstva do drugih vidimo, na vsakem koraku se sesuvajo državni aparati in edino orožje, ki ga predsednik vlade še ima, je dejansko ta polarizacija. Edina opora, ki jo ima še v ozadju, je ljubljanski župan Zoran Janković kot edini veliki podpornik njegove vlade in to je, kot smo sedaj videli, lahko prineslo teh 22% na teh volitvah. Ampak zdi se, da prihaja do nekega tudi anti-Golob momenta. A je to tudi Janševo orožje zdaj? Janševo orožje, mislim, da bi moral Oseglih Janša narediti korak mogoče izven te polarizacije, ker je ne potrebuje, ker ima že koristi od širine, ki jo je ta stranka lahko pokazala. Mi smo videli, da od Romane Toms do Branka Grimsa, od mladih do starih, ta stranka zdaj pokriva eno zelo široko politično področje. Ta antigolobovska, bom rekel, občutek pa lahko koristi drugim akterjem v levem bloku. Jaz mislim tudi, da Prebilič, njegova poroka z Vesno je bila nenavadna, ker nikoli ni bil nek akter na področju zelene ekološke politike. Bil je znan komentator varnostnih vprašanj, uspešen župan in naenkrat se je torej vzpostavil v tej zeleni agendi in jaz zaradi tega mislim, da rezultat Vesne ni rezultat zelene politike, ampak njega osebno. Zaradi tega, ker je že desetletja prisoten v političnem prostoru in ker je dejansko v tistem bazenu bil neka sprejemljiva varianta in zaradi tega tudi ne vidim neke velike perspektive za Vesno, recimo na parlamentarnih volitvah, če se ne bi on neposredno angažiral, pa ne verjamem, da se bo, glede na to, da je bil pravkar izvoljen v Evropski parlament in da bo raje zadovoljstvom upravljal to funkcijo gor. Ne? Ja, ampak gospod Kacin, nepersonaliziran pa se zdi tudi rezultat Slovenske ljudske stranke. Medijalna anketa kaže, brez Gregorčiča SLS ne prestopi praga parlamenta. Zdaj Prebilič, Gregorčič sta to dve novi imeni, ki so jih lansirale evropske volitve, dve imeni, ki bosta morda krojili našo politično prihodnost. Gregorčič da, zato ker ni v Evropskem parlamentu in ostaja tukaj in zagotovo bo imel o razmerah pri nas in o odgovornosti za take razmere veliko povedati. Njegov diskurs je zelo argumentiran, zelo racionalen, razumljiv. Medtem ko je recimo nastop predsednika vlade Goloba kot glasnika Gibanja Svoboda izrazito ideološki. Predvsem pa je, kako bi rekel, nabit z energijo. Ali je absolutno pozitiven ali absolutno negativen, premetava ga iz levega v desni ekstrem, pa ne mislim ideološko. Ne? Skratka, on je v stanju na enem samem soočanju se zaleteti v 5 različnih smeri in vedno biti navdušen. Ljudje bodo to zadevo vendarle v kratkem prepoznali, gibanje je v zatonu in zato bi rekel, da mene bolj zanima, kaj se bo zgodilo tam, kjer leva sredina bi pravzaprav po evropskem načinu razmišljanja lahko obstala. Pa ste presenečeni, gospod Kacin, ob vseh teh težavah, s katerimi se Gibanje Svoboda in ta vlada soočata v zadnjih 2 letih, tudi ob nepostorjenih obljubah, ne, da so vendarle še vedno osvojili 22% glasov? Ja, bom rekel, negativno sem presenečen, enostavno. Ali ni alternative? Kje je razlog? Ne, jaz mislim, da je problem v veliki meri v SD-ju, ki potencijala, ki ga ima pred seboj, enostavno ne zna aktivirati. Kadrovsko so absolutno izčrpani in to se jim pozna. SD je po evropskih kriterijih stara, etablirana stranka, ki bi morala biti nosilc neke politike na levi strani. Za levico pri nas kot stranko je vedno manj prostora. Za gibanje
je vedno manj prostora in stvar se bo sesula navznoter. Ampak če SD ne bo potegnil nekaterih potez in se etabliral kot alternativa, potem se bo ta levi politični prostor še naprej zelo hitro krčil. In to se dogaja po celi Evropi. In če pač ne vidijo naprej, je to velik problem. Sebastian je zdaj govoril o balkanizaciji, o tem, da se gremo neke vrste populizem. Jaz velike razlike med nastopom Dodika na eni strani ali pa Goloba ne vidim. To je ista retorika. Zaletavanje, imaš neko zaledje, za katero misliš, da ga ljudje pričakujejo, to je všečkanje javnosti in s tem delom političnega razmišljanja in političnega vizionarstva ne prideš nikamor, greš samo navzdol in nazaj. Ja, zdaj, ko smo pri populizmih, vi ste strokovnjak za politično komuniciranje, gospod Jeretič, ko ste opazovali tudi ta predvolilna soočenja, desnici se že vrsto let očita populizem. Vse od nastopa velike migrantske krize jeseni leta 2015 se očita desnim strankam, da jezdijo populistično na strahu pred migranti. Zdaj, češ, da so populisti tudi zaradi domnevnega propadanja družinskih vrednot, češ, da strašijo pred agendo LGBT. Na drugi strani smo saj na videu so videli kar nekaj populizmov, ki jih je lansirala levica, ki na nek način niso imeli neke blage veze z evropskimi temami pred temi volitvami, recimo priznanje Palestine, okrog katerega se je vrtela debata na soočenjih, ni imela prave veze z našo skupno evropsko prihodnostjo, pa recimo zeleni prehod, ki si ga je del politike prilastil, pa še vedno ljudje čisto točno ne vedo, kaj to sploh pomeni, pa ti referendumi, zdi se, da so bili zelo populistično zdaj nekako lansirani skupaj z evropskimi volitvami. Kdo je pravi populist, po vaše, ta hip v Sloveniji? Torej najprej predsednik vlade Robert Golob najbolj, kar se tega tiče, zaradi tega, ker je bistvo populizma poenostavljanje in iskanje sovražnika. Torej ta polarizacija je ključen učinek populističnega diskurza, ki poenostavi sliko kot čisto ljudstvo, umazana elita. Pri nas je to seveda precej nerazumljivo, da je en milijonar, ki je leta služil denar s prodajanjem državne elektrike, lahko predstavnik čistega ljudstva proti umazani eliti in da lahko govori, da zakaj bi zniževali davke, pol bi imel samo več denarja za neumnosti in podobne stvari, ampak to predvsem iskanje sovražnika, odločanje o tem, za koga je mesto v Evropski uniji, za koga pa ni, kar je recimo Irena Joveva večkrat poudarila, to je tipičen populistični diskurs. Torej delitev mi-oni in vzpostavitev neke plemenske identitete in polarizacije. Tako da tu je zagotovo Robert Golob nosilec tega in seveda igra na karto desetletja, 2 desetletij antijanšizma. In to je dejansko edina karta, ki jo ima. Uporabili so, kot ste omenili, vprašanje priznanja Palestine, vprašanje ideoloških referendumov, ki so popolnoma umaknili razpravo pred volitvami od dejanskih evropskih tem, ki jih bodo evropski poslanci morali upravljati v prihodnjih letih. In še dodaten element polarizacije in delitve ljudi, ki Slovenijo dejansko nima nobene zveze, je pa bila seveda kampanja za pravico do splava. Slišal sem, da so dejansko ljudje prihajali na volišča in spraševali, kje se glasuje o splavu. Skratka, ponovila se je nekako populistična kampanja, ki smo jo pred časom lahko videli ob referendumu o vodah, kjer se je napadlo zakon, ki nobene zveze ni imel, ne s privatizacijo obale, ne s pozidavo obale in podobno, ampak 3-4 floskule so enostavno pri ljudeh zbudili ustrezna čustva, mobilizacijo in jih polarizirali. In ključen moment kampanje za te evropske volitve je bila ravno ta polarizacija, ki jo je predsednik vlade do neke mere uspešno opravil in zaradi tega dobil teh res nerazumljivih 22%, glede na vse težave, s katerimi se v državi ukvarjamo. Ja, o priznanju Palestine, gospod Kacin, sem večkrat slišal strani vladajočih, naj se ve,
kdo je spet na pravi strani zgodovine. Ne? Se pravi, te usporednice z drugo svetovno vojno so bile uspešno vzpostavljene, očitno. Glejte, jaz sem rojen 10 let po drugi svetovni vojni in še vedno je tukaj ogromno te ideološke navlake. Skratka, mi, Jugoslavija, mi, Jugoslovani, smo zmagali v drugi svetovni vojni in smo premagali fašizem in nacizem in še kaj. In zato ljudje še vedno verjamejo, da mi nismo bili komunistična država, ampak da smo bili Zahod. Da smo bili socialistična, pa neuvrščena, pa samoupravna država in še danes sanjajo socializem, ki so ga vse druge države, ki so bile pod rusko oziroma sovjetsko prevlado, enostavno odvrgle. Kot recimo kača, ki se levi, odvrže svojo staro kožo, tako so se vsi Balti, Poljaki, Čehi, Madžari, Romuni razbremenili tega socialističnega bremena in krenili naprej v prihodnost, brez tega bremena. Mi smo se mučili s privatizacijo, še danes se mučimo s temi vprašanji, še danes nismo zaprli vprašanje druge svetovne vojne in povojnih izvensodnih pobojev in vse to nas ves čas vleče nazaj. In zato imamo gibanje Svoboda, ki se razglaša za liberalno stranko. V Evropi ni leve liberalne stranke, samo pri nas so levi liberalci. Jaz sem bil 10 let v skupini liberalcev in moje izkušnje pač so, da te v liberalni skupini enostavno ne razumejo in te gledajo kot Marsovca, ko iz tebe pride ta ideološka navlaka, ki jo še vedno vlačimo za seboj. Liberalci so tisti, ki prihodnost poklanjajo v roke posameznika. Vsak posameznik je odgovoren za to, da si pomaga, da je kreativen, da naredi, ne pa socialistična ideologija, kjer ti mora država vse prinesti, ponuditi, zagotoviti. Liberalec razmišlja o tem, od kod bo vzel, kaj bo ustvaril, kako bo imel več, da bo lahko nekaj novega zgradil. Socializem deli tisto, kar je nekdo ustvaril in to je tipično, kar počne levica, financiranje nevladnih organizacij in ideoloških projektov ala Čebine. Torej, pri nas še vedno slavimo Čebine in bom to ilustriral. Ko sem zagovarjal svojo diplomsko nalogo, me je ena od članic komisije vprašala, kakšen je bil odnos komunistične partije Jugoslavije do ženskega vprašanja leta 1937. In jaz sem vprašal, prosim, kaj ste vprašali? Pa je ponovila vprašanje profesorca in moj odgovor tam je bil, ne vem in me ne zanima. Predsednik komisije mi je rekel, kam je bilo treba to povedati, ampak sem rekel, povedal sem za svojo dušo. To me pač ne zanima. In danes, ko je 80 let minilo od izkrcanja zaveznikov v Normandiji, se mi še vedno obnašamo na tak način in se ukvarjamo s Čebinami. Mislim, to je enostavno dviganje roke na samega sebe in zaradi tega Slovenija pač zaostaja, zaradi tega nas Balti šišajo po levi in desni, prehitevajo, mi se pa še vedno ukvarjamo sami in ljudje sami seboj in ljudje so navdušeni, ko se Robert Golob spet zaleti v eno od svojih neštetih smeri. Preden pokomentiramo še malce dogajanje na evropski ravni, ne na mednarodni ravni, še eno vprašanje za vas, gospod Jeretič. Zdaj ta fenomen najmlajše poslanke, ki je bila izbrana v Sloveniji, Zale Tomašič, hčerke vplivnega televizijskega voditelja Borisa Tomašiča. Marsikdo pravi, da je imela briljantno kampanjo. Recimo drugi mladi kandidati, kot je recimo prekmurski kandidat Matej Grah na listi Gibanja Svoboda, niti približno niso imeli takšnega potenciala, kot ga je imela Zala Tomašič. Kaj je ona počela drugače? So te izkušnje po vaše iz teh ameriških fakultet, kjer je nenazadnje ta pristop na terenu, to ona zdaj sama govori, dal večji poudarek tudi njeni kampanji. In po drugi strani, a se v tej kampanji, ki je bila drugačna, ki je potekala na socialnih omrežjih, tudi kaže, da dobiva pomemben vpliv v družbi neka nova generacija otrok, rojenih po letu 96, generacija Z, nekatero tradicionalni mediji več ne bodo imeli takšnega vpliva in bodo
bodo te možnosti za presenečanja, da tako rečemo, bistveno večje v prihodnje? No, pri tem zadnjem vprašanju bomo zelo težko zdaj ocenili, ker Slovenija nima exit polsov, da bi ugotovili strukturno, demografsko, starostno, kakšna je dejansko bila udeležba na teh volitvah. In vprašanje je, ali se je nadaljeval trend, da nove generacije volijo z dosti višjo udeležbo kot recimo neke srednje generacije. To bomo zelo težko ugotovili recimo za te volitve. Na parlamentarnih se je to že dvakrat recimo izkazalo. Zdaj, če pa se dotaknemo Zale Tomašič, ona je dejansko vodila eno izjemno aktivno, intenzivno kampanjo na terenu in to je ključ za njen uspeh, oziroma ključ za tisto dodatne glasove, ki jih je dobila na račun tega, da je bila kandidatka podmladka stranke, ki jo je torej podmladek stranke izbral kot svojo kandidatko in je tam imela neke strukturne glasove in da je uspela pridobiti podporo določenih zelo pomembnih dajmo reči struktur, kot je recimo Glas upokojencev. Ampak spet, to podporo je dobila zato, ker je po terenu, po dogodkih, po okroglih mizah hodila, se predstavila in jih prepričala. Skratka, čisto nič ni bilo podarjeno, tudi v štartu je bila, bom rekel, podobno neznana v širši javnosti kot ostali mladi kandidati in uspelo ji je ravno s to energijo in terenskim delom ter seveda z dodatkom neke digitalne kampanje. Ampak recimo tudi druga kandidatka je dobila sicer manj kot 4000 glasov, ampak pogledajte, tudi to je dokaj lep rezultat za nekoga, ki pa nima nekih strankarskih, torej notranjih glasov. Tisto je bila vse dodana vrednost k rezultatu recimo SDS-a in jaz mislim, da je velik uspeh SDS-a bil ravno v tem, da je imel zelo raznolike kandidate in da se je sprožila ta notranja tekma za preferenčne glasove. Mislim, da je, dajmo reči, poduk teh volitev predvsem v tem, da je največja dodana vrednost, ki jo lahko stranka še doseže v nadaljevanju nagovarjanja mladih zagotovo prek digitalnih orodij in tukaj stranka ima precej, oziroma celoten desni blok ima precej akterjev. Še bolj kot to pa mislim, da je vrnitev k nekim tisti pristni terenski kampanji, ki je v Sloveniji bila precej zanemarjena že lep čas. No, pred kratkim je recimo umrl gospod Sommerger, ki je bil avtor fenomenalnih terenskih kampanj na začetku 90-ih let za Slovenske krščanske demokrate. V nadaljevanju je Slovenska ljudska stranka bila izjemno sposobna na tem področju, potem pa se je nekako zanemarilo tisto res dobro organizirano terensko kampanjo, kot jo je v tem primeru izpeljala Zala Tomašič. In mislim, da je tam še precej rezerve za prihodnje državnozborske volitve. Ja, gospod Kacin, zdaj v tujini pa obstajajo študije, kako volijo ti mladi volivci, recimo ta nova generacija Z, rojeni po letu 96. Izkazalo se je recimo, da so prav oni na nek način izvolili, da tako rečeva, skrajno desnico, recimo na Nizozemskem, da pač so volivci teh bolj desnih strank ti najmlajši. Ne vas to preseneča? Torej, najprej bi rekel, da to, kar se je pri nas zgodilo, prej sem govoril, da je slika popačena, razmerje sil je vendarle tako, da ni manjkalo dosti, da bi desni pol dobil 6 od 9. In to je veliko bolj realno razmerje zaradi hudega razočaranja v tem trenutku nad gibanjem Golob oziroma gibanjem Svoboda, kakorkoli že to imenujemo. In če ena stranka med 9 poslanci dobi 4, potem je vendarle normalno, da vsaj eno mesto pripada mladim. In ona zagotovo izstopa tukaj, dolgo časa je navzoča, predvsem pa je znotraj stranke aktivna in je seveda model mlade ženske, ki lahko potegne za seboj in ima velik potencial za prihodnost. Ne samo za stranko, iz katere prihaja, ampak tudi za aktiviranje mladih. Medtem ko druge stranke so kadrovsko šibke na tem področju. Glejte, v SD-ju ni nikogar, ki bi lahko opravil tako
vlogo. Pa še kje lahko ugotovimo, da jim tega strašno... Ampak videli smo pa pred leti recimo primer Nike Kovač, ki je mlade uspela zvabiti na referendum. Glejte, Nika Kovač ni politik. Politik prevzema odgovornost. Nika Kovač nikoli ne bo šla na volitve, ker na nobenih volitvah zaradi načina, kako pravzaprav funkcionira, ne more doseči uspeha. To je kampanja, tako kot je gibanje Svoboda, nekaj, kar bi jaz rekel parastranka. Tam sploh ni nobenega programa, ni ideologija, tukaj je vse, so reflektori in je eno ime. Tako je isto pri Niki Kovač. Njo zanima pač nekaj drugega, zanima jo nastopanje v javnosti, jo pa ne zanima prevzemanja nikakršne odgovornosti. In gledajte, ta zgodba okrog zbiranja podpisov pravzaprav najbolj govori o tem, kako daleč je en del levega političnega establishmenta od prevzemanja politične odgovornosti. Zato pač tudi SD-ju ne gre, ker enostavno ne zberejo okrog sebe ljudi, ki so pripravljeni garati za to, se izobraziti, se potruditi, biti dovolj natančen in dovolj elokventen, da lahko koga prepričaš in ga vodiš naprej. Torej, ključen problem v Evropi in pri nas ves čas je, da nimamo voditeljev. In to pomanjkanje voditeljev pravzaprav pelje nekatere stranke k popolnemu izginotju. Zdaj, gospod Teretič, v Evropi se dogajajo velike družbene spremembe. Videli smo po zelo slabem delovanju te vlade v Nemčiji močna zmaga krščanskih demokratov, ampak drugovrščena je Alternativa za Nemčijo, ki ima izjemno podporo zlasti v vzhodni polovici, zmaga Marine Le Pen v Franciji, zdaj nekako so to osrednji mediji tolmačili, češ po Evropi zmaguje skrajna desnica, recimo temu mi, da zmaguje desnica. Te družbene spremembe v Evropi se vsaj Slovenije ves ta čas nekako niso dotaknile. Se vam zdi rezultat tokrašnjih evropskih volitev v Sloveniji vendarle dokaz, da je ta val sprememb zajel tudi Slovenijo ali ne? Jaz predvsem mislim, da tudi v Evropi se te spremembe dogajajo precej bolj počasneje, kot se jih prikazuje, predvsem pa se straši pred skrajno desnico. Govori se o skrajni desnici in to je beseda leta, ni pa recimo uporabe besede skrajna levica. Tudi ko je bilo veliko evropsko soočenje, na tistem soočenju skrajna levica je sodelovala, desnice pa niso spustili pod pretvezo, da oni zavračajo model špicen kandidatov in zaradi tega ne smejo nastopiti na soočenju. Skratka, postavlja se bolj neka nova delitev in to je delitev na globaliste in suvereniste, na staro in novo politiko. In če pogledamo rezultate, z izjemo nekaj velikih držav, ni bilo nobenega velikega vala, ne populizma, ne skrajne desnice. V Skandinaviji, kjer je zaradi razmer na ulicah bilo pričakovati dosti močnejši rezultat, recimo neke trde desnice, se to ni zgodilo. Tudi na Nizozemskem je bil rezultat še vedno dokaj uravnotežen. Ampak so pa zmagali svobodnjaki v Avstriji, ampak tudi v Avstriji so zmagali za en mandat nad dvema drugima strankama. Edina izjema je dejansko Francija z veliko zmago Le Penove, zelo dober rezultat AfD-ja v Nemčiji in pripisovanje Melonijevi, da je skrajna desničarka, čeprav vodi, bom rekel, eno politiko, ki so jo Italijani nagradili zaradi ekonomskih rezultatov, ki jih dosega, ne zaradi nekih potez, ki se ji pripisuje, neke neofašistične poteze, pa razen tega, da ni komentirala nekega dogodka, tudi zaradi tega, da mu ne bi dajala dodatne teže, ni bilo ene same poteze, zaradi katere bi lahko govorili o tem, da je skrajna. To, kar se danes prikazuje kot skrajnost, je recimo že samo nasprotovanje ilegalnim migracijam. To se je recimo Zali Tomašič pripisovalo kot ona je skrajna kandidatka, ker nasprotuje ilegalnim migracijam. Ampak poslušajte, moderna Evropa je nastala na enem jasnem temelju in to je spoštovanje prava. Torej, osnova političnega dogovarjanja, osnova družbene pogodbe, zaradi katere sploh sprejemamo oblast nad nami, je, da nam zagotovi varnost in red.
In spoštovanje prava na tem področju je seveda temelj evropske civilizacije. In zdaj nekdo, ki zahteva, da se spoštuje pravo, naenkrat dobi nalepko, da je skrajnež. Skratka, jaz mislim, da tudi glede evropskega dogajanja se predvsem straši pred novimi silami, ki bi želele spremeniti trenutna razmerje moči v Bruslju. In še enkrat, Skandinavija, Poljska, pa številne druge države so pokazale ravno nek balansiran rezultat. In tudi ta zmaga v Avstriji je zmaga v regati, ne pa zmaga recimo v francoskem stilu, kjer se je dejansko zgodil zelo velik rezultat na podlagi dolgih let nekega procesa. Ampak ne, Evropa se pelje, to radi rečemo na francosko-nemškem vlaku, tam pa je prišlo do velikih sprememb in če prištejemo še Italijo, še tretjo najbolj poseljeno državo v Evropski uniji, imamo v bistvu 3 res velike države z drugačnimi politikami, ki jih je zagovarjal Bruselj v zadnjih letih. Kakšne spremembe se v Bruslju, če sploh po vaše obetajo? Zdajšnja predsednica Evropske komisije bi rada nadaljevala z obstoječo koalicijo. Torej, zdajšnja predsednica Evropske komisije prihaja iz družine Evropske ljudske stranke. Ta stranka v Nemčiji premočno zmagala. Če bo kancler Schulz nasprotoval njeni funkciji, se mu seveda lahko zgodi, da pač ne bodo imeli položaja predsednice Evropske komisije. In tukaj vendarle mora biti pragmatičen, če hoče on politično preživeti, mora stopiti 2 koraka nazaj in doseči dogovor z Francijo, s predsednikom Macronom, in mora pač ugotoviti, kakšen kompromis je treba skleniti za kaj takega. Jaz se strinjam s tem, kar pravi Sebastiano v Italiji. Mislim, poslušajte, oba naše 2 najbolj izpostavljena leva politika, ko je šlo za tele evropske volitve, na eni strani Golob, na drugi strani Nemec, oba prihajata tamle iz Nove Gorice, človek bi rekel, pa ja, razumejo Italijo, nič ne razumejo. Ta intelektualna lenoba, ta ideološka zaslebljenost, to prepričanje, da so Slovenci res popolni butalci, jih pač pelje v situacijo, ko se na dolgi rok vsak od teh usmeši. Italija je naša prva in največja soseda, mi bi vendarle morali imeti neko bolj zadržano stališče do Italije, do Rima, do vse italijanske politike, pa doživljajo ljudje na najvišjih pozicijah v tej državi to Italijo, kot da bi gledali v Gazo in v Izrael in da se nekaj takega dogaja tam. Mislim, to poenostavljanje, ta intelektualna lenoba v delu naše politike pač pelje v eno smer, ki specifično težo te leve politike pri nas marginalizira in tukaj jim noben Janez Janša ne more narediti toliko škode, kot si je napravijo sami. Torej, to so res, tako kot ste pravilno ugotovili, države, ki imajo več kot 60 milijonov prebivalcev, ko to vse skupaj seštejete, je 200 milijonov Evropejcev v teh 3 državah. In zagotovo bo potreben en kompromis, ko se bo ustvarjala koalicija. Zagotovo v tej koaliciji lahko realno pričakujemo najmočnejšo politično družino, to je Evropsko ljudsko stranko, socialiste, rečemo in tudi socialdemokrate, potem bodo tukaj liberalci, kolikor jih že je, pa zagotovo bodo zraven zeleni, tudi to ni leva stranka. Ampak to je to, kar imamo zdaj, ne? Evropejci pa nekako so povedali, da si želijo nekaj drugega. Ne glede na to, kam se bo formalno uvrstila italijanska premijerka, je treba na njo, na njeno pomoč, na njeno podporo evropskim idejam računati. Kdor tega ne zna, noče, ni vreden, da opravlja funkcijo evropskega voditelja. Evropa mora iskati tisto, kar nas povezuje. In tisto, kar celo Evropo v tem trenutku povezuje, je marginalizacija Evrope. To je pač treba preprečiti.
In največja grožnja v tem trenutku je demografija. Lastna demografija, ko preprosto ni dovolj prirastka prebivalstva in seveda na drugi strani uvoz iz drugih kulturnih okolij, ki seveda prinašajo tudi zelo agresivno ideologijo, pri mnogih primerih je odzadaj tudi religija in pri nas, bom rekel, je to ta intelektualna lenoba in to odsotnost prevzemanja odgovornosti za našo prihodnost najbolj očitna ob dejstvu, da se cel levi blok ukvarja izključno z ideologijo, ne pa z demografijo. In ko ti ideologi, ko ta trojček koalicijski najprej ukine urad za demografijo, po celi Evropi pa je demografsko vprašanje, vprašanje migracij, ključno vprašanje, ki vodi k temu, da se cela Evropa pomika bolj na desno. Pri nas pa tega ne vidimo, tega nočejo. Ja, in če zdaj v Bruslju tega premika na desno, ki so ga očitno Evropejke in Evropejci vendarle želeli, ne bo, kakšno bo to sporočilo za narod na neki širši ravni in kaj bi se potem lahko zgodilo pa čez 5 let, če ta politika ostane enaka? Ne gre za 5 let. Vsaka država bo imela volitve. Nauk iz tega eksperimenta zdajle v tej pomladi je, da se morajo zelo hitro strezniti, da morajo spremeniti svoje prioritete, da se morajo realno odzvati na te izzive tega trenutka in da morajo pokazati svojo vizijo, ki mora biti ljudem razumljiva in dosegljiva. Drugačne prioritete so potrebne. Kaj so te razumljive politike ljudem? No, ravno to, torej, uspeh teh novih sil temelji na nesposobnosti starih sil. In eno je zdaj to, dajmo reči, etiketiranje novih sil kot skrajna desnica, populisti, njihovo izključevanje, z njimi se sploh pogovarjali ne bomo. To je lahko neka strateška pozicija obrambe neke trenutne večine. Ampak glavna napaka je v ignoriranju agende, zaradi katere te sile uspevajo. In to, kar bo sledilo, je še enkrat, ne čez 5 let, res, ampak vsako leto znova večji pok. In prej ali slej bo prišlo do eksplozije suverenističnih sil, če jih tako imenujemo, ki pa bodo potem radikalno obrnili Evropo na glavo. Zakaj? Zaradi zanemarjanja teh agend. In temeljno vprašanje, ki ga imamo tukaj, je na eni strani to demografsko, kulturno, vezano na naraščanje islamskega radikalizma v Evropi, predvsem pa na eni strani vprašanje varnosti, ki je temelj vsega. Brez reda in varnosti enostavno ni nobene druge politike. In tukaj imamo najprej varnost na zunanjih mejah pred ilegalnimi migracijami, varnost na evropskih ulicah zaradi uličnega nasilja in seveda varnost zaradi vojn na našem obrobju. Druga zadeva pa je revitalizacija evropskega gospodarstva in tekma na svetovnem trgu, kar je Jelko izpostavil. Evropa zaostaja tehnološko, Evropa je sedaj nekako opešala tudi zaradi energetske krize in tako naprej. Skratka, ogromno izzivov, ki pa jih nekako dejansko Bruselj ignorira. In ignorira jih zaradi politične elite, ki eno je, da nima stika z ljudmi, drugo pa je, da je zapadla v neko tehnokracijo, na eni strani imamo neko birokratsko logiko, ki dejansko nima stika ne samo z ljudmi, nima stika niti z gospodarstvom, z novimi tehnologijami, nima torej stika z nobenim tistim, dajmo reči, temeljem, na katerih se potem dogajajo družbene spremembe, ki ste jih omenili in ki v končni fazi rezultirajo v političnih spremembah. Ja, in prvo sporočilo novoizvoljenih slovenskih evroposlancev, in zdi se, da je enotno, je, da Ursule von der Leyen ne podpirajo več. Rekel bi naslednje. Evropejci imamo v tem trenutku vražjo srečo. Najprej bo nogometno prvenstvo se začelo čez nekaj dni, potem bo pa olimpijada v Parizu. In politične elite imajo čas, da tam do konca avgusta vendarle premislijo ta svoj trenutek in da na jesen pridejo z nekimi drugačnimi rešitvami. Govorim tudi o Evropski komisiji,
kjer jaz pričakujem, da bo Evropski parlament veliko bolj kritičen do kandidatov za komisarje in komisarke. To nezadovoljstvo se bo pokazalo, manifestiralo takrat, ko bodo zasliševali kandidate. In kdorkoli ne bo vrhunski politik, bo zelo težko prepričal politične družine, da ga bodo podprli tako ali drugače. V tem bloku teh 4 političnih družin, ki smo jih prej našteli, je veliko posameznikov, ki iz svojih osebnih razlogov ali pa zato, ker so se zaklinjali, ne bodo mogli podpreti tega ali onega in zato bo kolateralna škoda na zaslišanjih večja kot kadarkoli doslej. To je ena stvar, ki jo je treba zelo realno pričakovati. Če gledamo razmere malo drugače, malo širše ali pa tole pri nas, zgodba o novem tarifnem sistemu. Vsak politik, ki vendarle vidi vsaj 3 mesece naprej, mora vedeti, da nov tarifni sistem iritira našo javnost. Smo država z najdražjo električno energijo in imamo vrhunskega menedžerja na čelu vlade, ki danes gleda košarko in bo gledal še eno tekmo tam doli. To niso stvari, ki bi pomirjali ljudi, to iritira in to nas pravzaprav marginalizira. Torej, ključno vprašanje je dejstvo, da mi v Evropi spimo v postelji z ruskim medvedom, ki ima imperialne težnje. In hkrati, namesto, da bi se predramili in organizirali in se postavili na noge, en velik del političnega prostora gleda v Ameriko in zmerja jenkije na oni strani, ki so nas že 3-krat rešili, češ da je vmešavanje v naše zadeve z njihove strani neodgovorno in nedopustno. Ampak dejstvo je, da če se mi ne bomo zganili, bo to velik problem tudi za ZDA in Kanado in za cel svet. In ponavlja se zgodba prejšnjega stoletja. Evropa je nezrela, ne glede na to, da ima Evropsko unijo, da ima Evropsko komisijo, da ima Evropski parlament. In tukaj bo jeseni potrebno slišati nekatere nove voditelje, ker sicer se nam slabo piše. Še vaša zaključna misel, bo Tomaž Vesel ostal kandidat za našega komisarja? Zagotovo bo ostal kandidat, vprašanje pa je torej, ali bo šel skozi vsa sita. Jaz tudi pričakujem v Evropskem parlamentu precej bolj zahtevno publiko, da tako rečemo, kot je bila mogoče kdaj v preteklosti, in da bo treba dosti več zakulisnega delovanja, kar je seveda bistvo nekih takih zapletenih političnih operacij, kot je oblikovanje evropskega vodstva, in vprašanje je, ali so trenutne strukture sposobne v doglednem času torej opraviti vsa ta dogajanja v ozadju, ali se bodo na koncu zgodili neki taki tudi čudni kompromisi, ker na koncu bodo pa le morali nekaj sprejeti. Torej, jaz ne verjamem, da bodo čisto vsi, ki so se zaklinjali, da za nekoga ne bodo volili, zdržali vse do konca. Seveda bodo morali nekaj časa vztrajati, ampak bistvo politike na koncu le je, da se najde nek dogovor in da se tudi neka razhajanja preseže. Jaz se strinjam, da je bistveni problem Evrope danes pomanjkanje nekih voditeljev, in ker če pogledamo v tej konkurenci, ki jo trenutno imamo, je celo Macron velik strateg in smo videli tudi po njegovi takojšnji reakciji recimo na porazi, in pred desetletji bi se smejali, ko bi rekli, da je Macron velik voditelj in strateg, ampak danes v tej konkurenci je seveda eden boljših, kar se tega tiče. No. Ja, bomo na tej točki zaključili. Spoštovana gosta, hvala za obisk v našem studiu, za tole zelo zanimivo debato. Hvala lepa. Hvala za vabilo. Hvala. In bomo seveda spremljali, uprli oči v Bruselj, kaj se bo torej dogajalo v prihodnjih mesecih, še prej pa si bomo pogledali 4. tekmo finala Severnoameriške lige NBA. Premier s svojim obiskom v Dallasu tokrat ni prinesel sreče Luki Dončiću, ampak je še ena tekma. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.